Tako je, dragi otroci, evo, pred vami je že tretja pravljica iz skupne zbirke pravljic Pravljice o živalih. Tudi tokrat je pravljica povezana s čebelicami. Naslov pa ima V omami strupa. Takole gre. Čebelica Metka Cvetka je sedela na robu čebelnjaka in zaskrbljeno opazovala nadvse čudno vedenje čebelic. Vse bolj je bila zaskrbljena. Naše čebelice se pa res čudno vedejo, je tiho rekla čebelici Lili, ko je ta prisedla k njej. Tudi sama sem opazila spremembo. Pa čudne spremembe, ji je zamišljeno odgovorila. Še nekaj časa sta sedeli na robu čebelnjaka in skrbno opazovali, kako se čebele vedejo. Potem sta se odpravili po odpravkih. Sonce je bilo že visoko, svet cvetlice so že pred urami razprle svoje cvetove. Z lepimi barvami, z rumenimi, rdečimi, modrimi in z mavričnimi so vabile manjše in večje čebele v svoj slasten objem. Kot bi rekle, pridite in naužite se našega soka. Čebelice so pristajale zdaj na eni, zdaj na drugi cvetlici. Želom so posrkale tisto, kar so lepi cvetovi ponujali. Nikjer se niso zadržale prav dolgo, kajti vajene so bile pridno delati. Saj bi se katera mlajša rada malo povaljala v cvetnem prahu, se malo zaguncala, a kaj, ko je bilo še toliko dela. Takoj, ko so poletele nazaj do čebelnjaka, v katerega so oddale svojo bogato bero, so že odletele nazaj in poiskale nov vabljivi cvet. Kako pa letiš? Je proti čebelku Mihu zaklicala njegova skrbna sestrica čebelica Lea. Le kaj te briga, kako letim, zase se brigaj, je Miha nenavadno grobo odgovoril. Lej ni bilo do prepira, le tiho je še naprej letala za njim in ga opazovala. Danes je imela samo to nalogo. Morala je nadzirati, da ne bi katera čebelica odletela predaleč in se, bog ne daj, izgubila. Žalostno je bila, ker ni smela srkati slastnih sokov iz vabečih cvetov, čeprav bi se tako rada posladkala. A red je red. Tisto, kar je naročila skrbna mamica, je bilo treba izpolniti. Bolj kot je opazovala ravnanje čebelic, bolj jo je čudilo. Tako zmedene so, si je potiho čebljala. Ne le, da niso tako prijazne kot ponavadi. Zdelo si je tudi, da jih veliko med njimi nikakor ne najde prave poti do cveta, niti poti nazaj do čebelnjaka. Če so že našle pot do čebelnjaka, pa so imele težave najti svoj pan. Še bolj je zaskrbelo, ko je opazila, da se podobno obnašate tudi njen najmlajši bratec Luka Toni in bratranec Tristjan Leon. Ta je v tistem trenutku priletel do nje in rekel nekaj, česar niti malo ni razumela. Jaz bom brbal, luškal, ha, 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 ha. Zraven se je tako veselo nasmihal, kot bi povedal izjemno šalo. V tistem je priletel še najmlajši čebelek Luka Toni. Bolj kot je mahal s krilci, bolj ga je neslo na glavo. Čebelica Lea ga je s skrajnimi napori ujela. Tik preden bi padel na prodnatla tla pred čebelnjakom, ga je s prednjima nogicama zgrabila okrog vitkega pasu in ravno prav ublažila padec. Bog ve, kaj bi se sicer zgodilo. Ko je poskrbela zanj in mu zabičala, da naj ne gre več na pašo, je zaskrbljeno odletela proti mamici in čebelici Metki Cvetki. Oni dve bosta gotovo vedeli, kaj se dogaja, je premišljevala med letom. Ko je našla, jima je povedala, kaj je opazila. Še preden je prenehala pripovedovati, sta jo prekinili in rekli, torej je res nekaj hudo narobe. Medtem se je začelo mračiti. Čebelice so se druga za drugo vračale s pašo. Metka Cvetka, Lili in Lea pa so jih opazovale. Vse bolj so bile zaskrbljene, vsako je bilo nekaj narobe.
Prva se je kar naprej prepirala, veliko se jih je prerivalo, katera bo prva stopila v panj, spet tretje so povsem zgrešile vhod v svoj panj. Dve sta se celo med letom zaleteli, da so se skoraj videle zlate zvezdice nad njunima drobnima glavama. Nekatere celo odprtine v panj niso našle in so se močno zaletele v poslikave na odprtinicami. Saj bi bilo smešno, če ne bi bilo hkrati tudi žalostno. Panjske končnice so bile čudovite. Gospodar čebelnjaka Anton je resnično lepo skrbel za vse, česar čebele same niso zmogle. Dneve in dneve se je trudil ter s čopičem v rokah ustvarjal čudovite, barvne poslikave, te pa niso bile kar tako. Vsaka je imela svoj pomen. Nenazadnje pa so tudi po poslikavah čebelice prepoznale svoj dom. Vsaki se je zdela panjska končnica nad njenim panjem najlepša. Prav bahave so bile nekatere in ponosne na svojega skrbnega gospodarja. Gospod Anton je za čebele pred zimo zelo lepo poskrbel. V vse panje je dodal dovolj sladkorja, tudi kakšno ekološko zdravilo, da so njegove čebelice zdrave preživele zimo. Poskrbel je tudi, da jim ni bilo premrzlo in prevlažno. Čebelica Metka Cvetka se je obrnila k čebelici Lili in je rekla: "Poglej, gospodar in njegova žena Marjetka prihajata." To sicer ni bilo čudno, kajti pred večerom je pogosto prihajal sam ali z ženo pred čebelnjak. Skupaj sta opazovala, kako se njune čebelice pripravljajo na temno noč. Tokrat pa se je na njunem obrazu zarezala skrb. Na čelu so se jima izrisale črke. Črte, ki so nakazovale, da jo početje čebel zelo skrbi. Čebelek Umko je ujel njen zaskrbljeni pogovor. "Vedel sem, da se tole ne bo dobro končalo. Opozarjal sem soseda kmeta, naj ne škropi polja, na katerem je rasla pšenica. Da preveč piha in da bo dobršen del škropiva prineslo tudi do našega travnika, na katerem se ponavadi zadržujejo najine čebele," je med potjo proti čebelnjaku dejal svoji Marjetki. "Tudi jaz sem prosila njegovo ženo, da naj pomaga prepričati trmastega moža, da naj ne škropi, pa ni nič pomagalo," je odgovorila. "Tudi ko sem ga opozoril, da ga bom prijavil okoljskemu inšpektorju, ni nič pomagalo," je bil vse bolj jezen Anton. "Slutil sem, da je škropivo, ki ga je kupil, vse prej kot ekološko. Sicer ne bi bilo tako poceni. Še hvalil se je, kako je letos poceni prišel do škropiva." Marjetka mu je odgovorila, da upa, da je samo poceni in da ni tudi zelo strupeno. Nekaj časa sta še hodila okrog čebelnjaka in opazovala neobičajen čebelji vrvež, potem pa se je Anton odločil: "Poklical bom inšpektorja." V naslednjem trenutku ga je že poklical na urgentno številko. Ko se je na drugi strani oglasil prijazen glas, mu je predstavil svoja opažanja. Okoljski inšpektor mu je odgovoril, da bo takoj naslednje jutro prišel in vzel nekaj vzorcev. "Po opravljeni analizi bom ukrepal. Mislim, da vem, katero škropivo je kupil tvoj sosed. Če bodo moja predvidevanja pravilna, gre za blažje škropivo, ki za čebele ni smrtno nevarno. Žal vseeno povzroča natančno to, kar si pri čebelah opazil. Nekaj podobnega sem včeraj ugotovil pri drugem kmetu, pri katerem sem opravil analizo," je dejal in dodal: "Vi pa medtem poskrbite, da čebelice vse kakšen dan ne bodo šle na pašo." Ves čas pogovora se je okrog njiju smukal čebelek Umko. Ta si je skrbno zapomnil, kar je slišal, in se odpravil v svoj panj, v katerem je imel čebelji računalnik. To ni bil čisto navaden računalnik, ne. Že pred dnevi ga je usposobil za čisto pravi prevajalnik. Že dolgo časa si je želel razumeti človeške glasove, zdaj bo videl, ali mu je uspelo. Skozi poseben mikrofonček je začebljal, kar je slišal. V naslednji sekundi so se človeške besede spremenile v čisto prave čebelje. Na majhnem zaslonu se je izpisal prevod
ta pa mu ni bil všeč. Torej bomo morali nekaj časa ostati v čebelnjaku. Verjetno toliko časa, da dež spere vse strupe, ki so poškropljeni ostali na cvetovih, si je tiho začebljal. Za njim je stal čebelek Mojster, ta je njegove besede kljub vsemu slišal. To bo dela, le kako nama bo uspelo čebele zadržati v čebelnjaku, je zaskrbljeno vprašal Mojster. Se bova že češa spomnila, mu je odgovoril Umko. Vedel je, da bo Mojster znal poskrbeti, da čebelam, predvsem tistim najmlajšim, ne bo dolgčas. Čebeli Higar je imel vedno dovolj na zalogi, potrpljenja pa mu tudi nikoli ni zmanjkalo. Več kot jaz, si je zamrmral. Kaj praviš? Ga je vprašal Mojster. Nič, mu je odgovoril in se sklonil k računalniku, čez da ima še veliko dela. Medtem se je v notranjosti čebelnjaka slišalo, kako njihov gospodar z drobnimi žebljički na odprtine na panju pribija posebna varovala, ki bodo nekaj časa čebelam preprečila izstop. Ena težava manj, sta oba veselo začebljala. Zdaj nama ne preostane drugega, kot da najdeva primerno zdravilo za vse tiste čebele, ki so bile na paši in zaužile strup. Stopiva do Metke Cvetke, ona bo gotovo našla kakšno zdravilno zelj za naše bolne čebelice. Metka Cvetka je medtem že pripravljala zdravilni zvarek. V svojih knjigah je nekaj minut predtem našla recept za tovrstne vedenje čebel. V knjigi je pisalo takole. Kadar se čebele iz paše vrnejo razdražene, neprijazne, imajo slabo orientacijo in so prepirljive, je treba pripraviti zvarek iz soka materine tušice in črne mete. Dodati je treba še nekaj matičnega mleka. Ko je zvarek pripravljen, mora vsaka bolna čebelica pred spanjem dobiti kristalček sladkorja, namočenega v zvarek. Do jutra bodo zdrave. Metka Cvetka je bila vesela, da je imela v svoji shrambi vse, kar je potrebovalo. Le sladkorja bo verjetno premalo. Zima je bila dolga in čebele so skoraj vsega zaužile. Zaskrbljeno se je obrnila k čebelici Lili in rekla: Sladkorja ne bo dovolj za vse. Čebelica Lili jo je hitro potolažila. Saj veš, da moj čebelek Mojster pozna vse skrite kotičke našega čebelnjaka in da ima zagotovo, ki je skrito zalogo sladkorja za hude čase. Nekaj ga pa res imam, je odgovoril, ko ga je vprašala, in že je s svojimi tačkami odkorakal do skrivnega kotička, za katerega je vedel le on. Bo dovolj sladkorja, je vprašal, ko se je vrnil otovorjen z vrečo spleteno iz pajčevine. Dovolj, hvala, Mojster, le kaj bi brez tebe, a mene ne boste nič pohvalili, ne nazadnje sem jaz ugotovil, kaj se je gospodar pogovarjal s svojo ženo in z inšpektorjem. Je bil kar malce jezen pa užaljen čebelek Umko. Njemu se mu tega dne na srečo, kot že tolikokrat poprej, ni dalo na pašo. Zato je bil zdrav, tako kot Mojster, Lili, Metka Cvetka in Leja, ki so imeli tistega dne druga opravila. Seveda, tudi brez tebe ne gre, so mu vsi odgovorili in se zraven zahihitali. Mojster, ali lahko na hitro izdelaš nekaj majhnih zajemalk, da bomo kar se da hitro čebelam dali zdravila? Vse popoldne sem jih pridno delal, slutil sem, da jih bomo potrebovali. Izdelal sem jih dovolj, da bomo lahko z njimi v zvarek namakali kristalne sladkorje, je vesel odgovoril. Takoj potem se je začelo delo. To je trajalo dobro uro. Mojster, Umko in še nekaj zdravih čebelic si je dalo opravko z zajemalkami. Ko so zajemalko v zvarek potopili sladkorček, so ga podali naprej. Zdaj so bile na vrsti druge zdrave čebelice, ki so bolnim čebelicam ponujale zdravilni pripravek. Vrsta je bila dolga, v slabi uri so vse čebelice z želom posrkale zdravilo in se odpravili spat. Malce so se pri tem še prerivale, se prepirale, ampak ne dolgo, saj je zdravilo začelo hitro delovati. Zjutraj, ko so se zbudile, so bile kot nove. Malo jih je sicer motilo, ker niso smele na pašo.
Da jim ni bilo dolgčas, je z različnimi igrami poskrbel mojster. Še celo Umko mu je pri kateri izmed njih pomagal, le pazil je, da se ni preveč utrudil. Proti poldnevu je začelo deževati, dež je opravil svoje. Zvečer pred spanjem so čebele slišale, da je gospodar odstranil ovire, kar je pomenilo, da bodo naslednje jutro znova lahko odletele na travnik. Čebele Kumko pa je še slišal, da je gospodar Anton dejal svoji ženi Marjeti, da škropivo ni bilo zelo nevarno. Veš, Marjeta, kljub vsemu je inšpektor kmeta opozoril, da naj tega škropiva ne uporablja več. Tokrat jo je odnesel brez kazni. Le obljubiti je moral tudi meni in drugim sosedom, da bo od zdaj naprej uporabljal le ekološka pripravljena škropiva. Če se dogovora ne bo držal, bo ostal brez kmetije, je povedal ženi. Tako je tudi prav. Pomembno je, da je z najinimi čebelami vse v redu, mu je odgovorila. Še preden sta zavila proti domu, ki je bil zelo blizu, sta prisluhnila veselemu brenčanju in čebljanju. Njune zlate čebelice so bile spet srečne in, kar je najpomembnejše, tudi zdrave. Tako, to je bila še ena pravljica. Pa srečno!